Če se vrnemo še malo na tvoj art. Art. Še posebej sem bil inspiriran ali pa presenečen, ko sem prvič videl tvoj art, ki me je vedno spominjal na tak Kyoani, A1 Production. Pač ful baren, ful magičen, ful tak izraža se. Ja, ampak zelo, kako ga razložiti, ampak precej clean, big eyes. Tak blagi. Tak blag, ja, in precej, ne preveč, ne rečem, oster, ker velikrat skušajo ta zahodni stil, kjer smo mogoče bolj, a veš, te ostre linije, bla, bla, Picasso in take stvari, ne, skušajo to nekako združiti z animejem, zato da pride nekaj novega ven. Tem, kot tvoja inspiracija se pač res čutila neposredno iz animeja, ne, in si nekako skušala animeje obdržati kot nek omaž, še vedno dodala nek svoj stil, ne. Kako je sploh nastal ta tvoj slog? Kako se sploh odločiš, jaz bom ta slog si izbrala. A rišeš celo svojo osnovno šolo in pol probaš nekako to prenesti na digitalni. Naj še en pridevnik dodam. Pozitiven, zelo tako pozitiven art je. Tako deluje light. Mislim, tako light, positive. Po mojem sem preveč magical girl anime. Ne, sej... Checks out. Nekako vem vedno sem se trudila, da bi bile moje slike v bistvu hotela smeti neke pozitivne slike, ful barne, vibrantne, ker iskreno povedano me pač to me je veselilo, pa to sem najraje risala. Nikoli mi ni bilo neki... Mislim, sem kdaj tako kakšne druge tematike vzela, ampak vedno sem se vračala k temu. Noben od nas ni tukaj umetnik, ne, in je težko v bistvu razumeti, kako lahko nekdo prime v roke in zgradi nekaj tasga, kakor je za nami, ne. Kako pride to iz tvojih misli. Vsi smo umetniki iz lastnega življenja. Ja, ker je lepo videti, ampak potem se pogovarjaš z ljudmi na konvenciji in ona, Puff je tako dobra, jaz jo idoliziram, jaz jo ljubim. Več kot ena oseba, I have to say, right? In me res zanima, kako artist sploh pride do svojega sloga, ne? Kako se razvije to, ker verjetno sanjaš o različnih možnostih, kako boš nekaj zgradil, ampak potem je trdo delo do tega, ne? Na začetku si verjetno zelo veliko risala na roke, ne, predtem si sploh šla. Ja, mislim, risala na roke, risala na računalnik, pa najbolj pomembno zame je bilo, da sem pač risala, pa da sem se imela lepo, pa da sem se probala pač nekaj naučiti. Tudi meni je bilo risanje kot nek pobeg iz realnosti, bolj kot ne. V tistih časih, Mislim tudi, jaz sem po mojem tako bila mal hyperactive child in jaz v šoli pač se niti sem mogla skoncentrirati. Vedno tako lahko poslušam brez problema, če rišem. Če so mi pač prepovedali risati, smo imeli pač ene te učiteljce, ko jih je pač to očitno ful motilo, če je nekdo delal nekaj, kar ni samo poslušanje, ampak jaz zonam out. Če ne smem risati, pa nekdo mi nekaj razlaga v šoli, jaz sem vedno zonala out in so potem nekako ugotovila, da če rišem, zraven nekaj čečkam, bom jaz poslušala. In potem sem nekako v bistvu tako prišla, sem ugotovila, meni risanje v bistvu ful zabavno, ful me relaksira, ful rada pač razmišljam o teh stvarih, ampak to je pač tako, pol počasi sem pa v bistvu želela nekaj narediti iz tega risanja, pač izboljšati in pol je v bistvu bil neke vrste challenge, jaz sem pa zdaj naučila risati pač te obraze, jaz sem naučila risati zdaj, ne vem, kako narisati rožo, pa še zdaj je v bistvu imamo včasih idejo in potem je tako, ta ideja ima ful enih elementov, ki jih ne znam točno narisati, gremo prvo pač malo skice delati, grem pogruntati, kako narisati. Ko se pogovarjam z artisti, velikrat rečejo, roke je ful težko. Roke je ful težko narisati. Roke pa skrivajo prav ude za, ne vem, različnimi kadri, če veš kaj, mislim, da je prav obrnajo lika za to, da se ne vidi udov. Se res more biti, ker AI tudi ne more roke narisati. Velikrat vidiš 6 prstov. Spomnim se, ko mi je Juvan kazal ta... Pa zato je ne more narisati, zato ker večina folka ni znala narisati, iz katerega je pobiral inspiracijo.
Ja, Ivan mi je kazal Mid Journey, sprav te umetnine in velikrat sem imel 6-7 prstov. Ja, vse je bilo tako zmešano. Eating spaghetti. Ja, ker zmleto vse skupaj.